costa fatica a remare. Jezuiti morajo biti izkušeni in dobri veslači. Veslajte torej, veslajte, bodite tudi ob nasprotnem vetru močni, veslamo v službi cerkve, veslajmo skupaj, toda medtem, ko veslamo, vsi veslamo, tudi papež vesla v Petrovi barki, moramo zelo vneto moliti, Gospod, reši nas, Gospod, reši svoje ljudstvo, Gospod nas bo, pa če tudi je naša vera majhna, rešil, upajmo v Gospoda, vedno upajmo v Gospoda. Tako je papež Frančišek dejal med nagovorom v cerkvi Jezusovega imena v Rimu med večernicami in zahvalno molitvijo Te Deum, s katerimi se je skupaj z jezuiti spomnil in zahvalil ob 200. letnici ponovne vzpostavitve družbe Jezusove. To se je zgodilo 7. avgusta 1814. 27. septembra pa družba Jezusova obhaja svojo ustanovitev, saj jo je prav na ta dan leta 1540 odobril papež Pavel III. Papež je v nagovoru še dejal: v času stiski in nemira se vedno dvigne oblak dvomov ter trpljenja in ni lahko iti naprej, nadaljevati s potjo. V takšnih težkih časih ter med obdobjem krize pridejo na dan številne skušnjave in sicer, da bi se v razpravah ustavljali ob idejah, se pustili voditi po trtosti, se osredotočili na dejstvo, da si preganjan in ne videli nič drugega. Ko sem bral pisma patra Ričija, me je nagovorila njegova sposobnost, da si s tem skušnjavam ni pustil natakniti uzde in da je jezuitom v času stiske predlagal takšen pogled na stvari, ki jih je še bolj zakoreninil v duhovnosti družbe, je zbranim dejal papež Frančišek.